Pozdrav tudi v mojem imenu. Verjetno se vsi zavedamo, da so evropska sredstva izjemno pomembna za enakomeren razvoj Slovenije. Omenjeno je že bilo, da smo v letih 2007 in 2008 uspešno začeli s črpanjem evropskih sredstev in to se je kasneje ponovilo v letu 2012. Obakrat je kohezijsko politiko vodila državna sekretarka Monika Kirby-Šrojs, vlado pa Janez Janša. Zelo pomembno je, da strokovnjaki vodijo delo na koheziji, sicer pride do zaostankov, kar smo lahko videli v času najprej vlade Boruta Pahorja in kasneje tudi vlade Alenke Bratušek. Takratni predsednik vlade, torej v mandatu 2004 do 2008 in potem v letu 2012, Janez Janša, je zahteval mesečno poročilo o črpanju evropskih sredstev in pa tudi vse probleme, ki so nastajali, so urejali na tedenski ravni, tako na ministrstvih kot tudi med ministri. Ko je postal predsednik vlade Borut Pahor, teh mesečnih poročil več ni bilo, prav tako ne v času vlade Alenke Bratušek in seveda smo lahko videli, da je črpanje zastalo, ministrov ni nihče priganjal in seveda se stvari niso odvijale tako, kot bi bilo treba. Danes se bivša predsednica Alenka Bratušek hvali z gospodarsko rastjo. Le-ta je posledica aktivnosti vlade Janeza Janše v letu 2012, ko se je ponovno resno pristopilo k črpanju evropskih sredstev. V tistem letu smo 100% črpali evropska sredstva, ki so bila na voljo. In kar danes poganja to gospodarsko rast so projekti, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi in praktično pri vseh so investitorji občine. Odločbe pa so prejeli v času vlade Janeza Janše leta 2012. Omenjena je bila že energetska sanacija, poteka pa tudi izgradnje vodovodov, kanalizacijskih omrežij in podobno. Vlade, ki jih je vodil Janez Janša, so si prizadevale za enakomeren razvoj Slovenije, torej vseh območij. Zato smo pripravili tudi učinkovit in konkreten predlog za uvedbo pokrajin. Projekt bi bil tudi izveden, če ne bi tik pred zaključkom v letu 2008 izostala podpora socialnih demokratov, poslank in poslancev socialnih demokratov, ki so ves čas obljubljali podporo, obljubljali, da bodo sodelovali pri decentralizaciji in da bodo dali svoje glasove za uvedbo pokrajin. Tako smo izgubili pomembno priložnost za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, kajti pokrajine, regije, posamezna območja vedo, kaj gospodarstvo v njihovem okolju potrebuje. V SDS-u smo tudi spodbujali in uvajali nove fakultete na teh območjih, tako bi znanje ostalo doma. Mladi se ne bi izseljevali v večja središča. Sedaj se nam dogaja še nekaj hujšega, izseljujejo se celo iz Slovenije, saj nimajo zaposlitev in možnosti za ustvarjanje družine. Za nas ni bilo nikoli pri črpanju evropskih sredstev pomembno, iz katere politične opcije prihaja župan. Dobri projekti so bili vedno odobreni in sofinancirani. Vedno smo in bomo podpirali posameznike, ki se trudijo narediti kar največ za svoj kraj, za svojo občino. Zato tudi tokrat kandidiramo s kandidatkami in kandidati, podpiramo pa tudi vse tiste, ki so se v preteklosti že izkazali in imajo vizijo za prihodnost. Torej, kako uspešni bi bili pri črpanju, če bi imeli pokrajin, o tem lahko samo ugibamo. Pokrajine bi namreč prijavljale večje projekte za več občin, lažje bi bilo dogovarjanje. In še enkrat se mi zdi pomembno povedati, da so to leta 2008 preprečile poslanke in poslanci socialnih demokratov, ki so obljubljali podporo decentralizaciji in uvedbi pokrajin. Če bi takrat pokrajine ustanovili, zagotovo ne bi ostala 1 milijarda nepočrpanih evropskih sredstev. Kot kaže, smo tudi za naprej zelo slabo pripravljeni. Vlada Mira Cerarja ne kaže, da jo to področje kaj posebej zanima, oziroma vsaj vidimo ne, da bi izvajali kakršnekoli ukrepe, da bi zaostanek, ki je nastal v času vlade Alenke Bratušek, nadoknadili. Še vedno ni pripravljena strategija razvoja Slovenije, niti strategija prometnega omrežja. In dokler teh strateških dokumentov ne bo niti evra iz Evropske unije. Zadnji razpisi so bili
leta 2012 v času vlade Janeza Janše, prometnega ministra Černača, šolskega ministra Žige Turka in drugih. Od takrat ni nobenih razpisov in jih očitno tudi v letu 2014 ne bo in obetajo se šele proti koncu naslednjega leta, leta 2015. S tem bomo ponovno pridelali zaostanek in ponovno bodo lahko ogrožena sredstva oziroma bodo morda ostala nepočrpana. Čudim se, da mediji in zainteresirana javnost tega ne problematizirate, na to zaenkrat opozarjajo le občine. V novi finančni perspektivi je na voljo okoli 3 milijarde evrov, vendar bistveno manj za občine, kar je slabo, ker vidimo, da so praktično občine praviloma dobro črpale, nepočrpano so ostala sredstva za večje infrastrukturne projekte, za tiste, za katere je odgovorna država. V Slovenski demokratski stranki menimo, da so občine največji razvojni potencial Slovenije, zato je pomembno, da kandidiramo županje in župane ter svetnice in občinske svetnike, ki imajo vizijo in cilje za svojo občino. V naši stranki take kandidate imamo, zato vas vabimo, da v nedeljo 5. oktobra na glasovnici obkrožite SDS.